Gledate Gorenjska poročila na GID TV. V Sloveniji imamo nekje 60 tisoč ljudi, ki aktivno sodelujejo v reševalnih sestavih, od tega je največja večina prostovoljnih gasilcev. Mi imamo v Sloveniji nekje 45-50 tisoč operativnih gasilcev, ki so seveda izredno dobro usposobljeni, ki so izredno dobro opremljeni in lahko intervenirajo praktično v primeru vsake nesreče, ne samo v požarih, kot je bilo to nekdaj, ampak tudi v primerih poplav, potresov, nesreč z nevarnimi snovmi, skratka, predstavljajo pravzaprav tisto osnovno odpornost naše družbe, kar se tiče odgovora na nesreče. Kako pa ocenjujete sodelovanje različnih deležnikov v primeru zemeljskega plazu Potoška planina v okviru projekta Rekal? Ja, tukaj se je vzpostavila ena zanimiva skupina, ki je rečemo kooperativna skupina. Jasno je, da je izrednega pomena to, da neka znanstvena spoznanja ali spoznanja, do katerih pridejo strokovnjaki, nekako posredujemo tistim, ki so tega znanja pravzaprav morajo biti deležni ali pa ki morajo o tem kaj vedeti. Tako je tudi v primeru tega plazu, kjer so bili udeleženi različni deležniki, predvsem tudi prebivalci območja, ki ga lahko tak plaz prizadene, in zaradi tega je to izredno pomembno. Ker je pač dejstvo, da je človek, ki ga prizadene nesreča, v tistih prvih trenutkih nesreče sam, ne bo poleg njega takoj reševalca, in je seveda izredno pomembno, da pozna okoliščine, da ve, na kak način reagirati, da ve, na kak način priklicati pomoč ali pa mogoče v prvih trenutkih si sam pomagati. In zaradi tega je en tak projekt, ki je v prvi vrsti usmerjen na lokalno prebivalstvo, izrednega pomena.